Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout. V tokratni epizodi bomo naslovili medvrstniško nasilje, kako ga prepoznati in kako ob njem ukrepati. Pogovarjali se bomo tudi o nedavni kampanji RTV-ja Odpikajmo nasilje ter o novi publikaciji z naslovom Sočutni jezik med mladimi. Danes sta z nami tudi dva avtorja te publikacije. Gostimo Minejo Rutar, doktorsko študentko in asistentko na oddelku za psihologijo in oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, in Mitja Černka, psihologa, soustanovitelja trenerskega foruma in Inštituta za aplikativne znanosti Maribor. Z nami pa je danes tudi študent komunikologije Matej Urbas, ki deli osebno perspektivo o medvrstniškem nasilju, digitalnih izzivih in pomenu sočutnega jezika. Pozdravljeni. Zdravo. Zdravo. Ja, torej smo kar v veliki zasedbi, da se lotimo malo teme medvrstniškega nasilja. Medvrstniško nasilje je nekaj, kar v zadnjih letih po študijah sodeč tudi porašča. Ene študije kažejo, da že tudi do 60 do celo 72% mladih poroča, da so na spletu že bili žrtve spletnega nasilja. To se kaže tudi v Sloveniji, imamo porast sovražnega govora, tudi nesočutne komunikacije na spletu, porast je tudi splošne problematične uporabe spletnih socialnih omrežij. Pa mogoče za začetek, če lahko začnemo s to temo, kakšno je to nasilje mogoče danes, v kakšnih oblikah se to nasilje kaže? Ja, mogoče začnem s tem, da te statistike so včasih malo zavajajoče, zelo nihajo, tako kot ste omenili. Načeloma za običajne, bolj tradicionalne oblike medvrstniškega nasilja se nekako strinjamo, da niti ne naraščajo, da gre bolj za to, da se več o njem poroča. Vsekakor je pa v porastu spletno nasilje. Tako da spletno nasilje na splošno, pa seveda sovražni govor, pa nesočutni govor v najbolj širokem pomenu besede na spletu, pa gotovo je velik problem in porašča. Imamo v tem bistvu tu občutek, da je res tega nasilja več, ali postajamo samo kot družba mogoče boljši v tem, da ga res prepoznamo na spletu? Ja, vsekakor postajamo bolj ozaveščeni o tem, ampak zaradi tega, ker je v zadnjih letih sploh šele se zgodil tak porast spletnih socialnih omrežij in pa seveda porašča tudi dejansko. Tako da to kar je mogoče bolj pomembno je, da ne delamo neke panike, da tradicionalne oblike nasilja načeloma sicer ne poraščajo, medtem ko spletne pa seveda in naraščajo in več o njih govorimo, tukaj je težko ločiti, zakaj točno gre. Se torej opazi tudi to, da mladi danes mogoče drugače komunicirajo prek spleta, neke spremembe tudi v tem načinu, kako sodelujejo prek spleta, se družijo, kot pa mogoče nekoč? Ja, vsekakor, že zato, ker nekoč se niti niso toliko zelo na spletu mogli družiti, medtem ko zdaj je to nekako glavna platforma za socializiranje od zelo majhnih nog, tako da vsekakor, ja. Mogoče, če smem nekaj dodati, meni se zdi zelo pomembno izpostaviti, da ljudje smo zelo plastična bitja. In v tej biološki nekak temeljni zasnovi, če bi se pred 20.000 leti rodili ali pa danes, približno isti hardware, če bi tako rekli, imamo. In potem v kontekst, v katerega se rodimo, se potem prilagodimo. Tako recimo v antropologiji omenjamo, da imamo vsaj dve maternice. Ena je ta prva, ki jo ima mama, druga pa je ta zunanja, kulturna, in odvisno od tega se zelo prilagodimo na kontekst. In v tej luči se mi zdi res pomembno zavedati, v družboslovju se ta izraz po mojem mnenju še ne toliko uporablja, ampak v konzervaciji, recimo v ekologiji, se uporablja izraz generacijske amnezije. To pomeni, da ko se postopne neke spremembe toliko zabrišejo in ker ni tega medgeneracijskega prenosa znanja, v bistvu se ta naš standard spreminja. In meni se zdi, da v kontekstu nasilja pa v kontekstu nasploh družbenih sprememb, mi, ki smo se rodili z internetom, ki smo se rodili tem, pač nam je to normalno, to, da se je recimo v zadnjem stoletju za nekoliko milijard prebivalstvo na svetu povečalo, to je pač nam normalno, ampak evolucijsko gledamo, smo res v nekem novem kontekstu in mladi, ki v tem odraščajo, se pač temu prilagajajo. In mogoče čisto kot izhodišče za naprej. Meni je zelo, jaz bi res rad izpostavil Audrey Tang, to je prva digitalna ministrica v Tajvanu, ki ima za moje pojme res najbolj zdravo demokracijo, ker se morajo tudi boriti za njo. In za moje pojme so tam rešili ta problem družbene polarizacije. In v ta kontekst bi jaz recimo umestil to neko nasilje, da vsi čutimo, da je neka napetost, izpostavljenimi smo stvarem. Recimo zdaj v zadnjih dnevih, ne vem, če ste spremljali v Ptuju, ko so se zgodili ti primeri nekega medvrstniškega nasilja in pretepanja. In
Jaz ne bi prej vedel za te stvari, zdaj pa smo cel čas izpostavljeni iz celega sveta in se mi zdi, da nam to res da kontekst, ker smo vsi malo bolj napeti, ne, in nastrojeni in prestrašeni. Ja, prej je bilo mogoče bolj na šolo omejeno, ne. Ja. Vedel si, kaj se dogaja na šoli, v nižjih, višjih razredih, zdaj pa pač tudi veš, kaj se dogaja recimo v Tajvanu ali pa na Ptuju, če smo malo bolj na slovenskem območju. Ja, pridejo s tem potem tudi mogoče kakšni miti, prepričanja glede tega spletnega nasilja medvrstniškega, ki jih je mogoče treba tu malo razjasniti. Mogoče je tukaj ena prva stvar, taka postane najbolj očitna, kar se je vedno govorilo v okviru nasilja v zvezi z miti, v zvezi z njimi, da beseda, da včasih se je nekako predstavljalo kot sej besede pa ne bolijo, ali pa sej ne se mladi sami izmenijo, mogoče je to zdaj tako bolj očitno, da seveda ravno besede so tiste, ki lahko na spletu skoraj edine bolijo in celo ogrožajo življenja, ne, če se to nasilje stopnjuje, tako da mogoče to čisto en tak začetni mit, ki večini staršev in učiteljev je verjetno jasno, da to ne drži, ampak ravno v času digitalnega spletnega nasilja je pa to res v polnosti jasno, kako zelo škodljive posledice imajo lahko besede in hkrati, da smo na spletu veliko bolj lahko neprevidni, veliko hitreje se lahko zgodijo stvari, ki imajo veliko bolj dolgoročne posledice, ker jih ne moramo vzeti nazaj, pa ni človeka pred nami, ki bi mogoče sploh videli, da ima neko reakcijo na nekaj, kar smo mi rekli, medtem ko v živo bo to veliko hitreje možno prepoznati, pa tudi v živo bo hitreje možno intervenirati in nekaj narediti, ko bo neka odrasla oseba videla, kaj se dogaja. Na spletu pa je tako anonimnost, kot ni nekih neposrednih posledic za tistega, ki izvaja nasilje ali pa sovražni govor. Pa še to je, da se ne zavedamo mogoče nujno, da je na drugi strani res oseba, ki jo je zelo lahko prizadelo to, kar smo rekli. Pa še to, da ima lahko potem to, kar smo naredili, neke dolgotrajne posledice na vedenje osebe, ki pa mi že davno ne bomo več videli. Tako da vse to so mogoče neke specifike nasilja pa sovražnega govora na spletu. Ja. Če smem k temu dodati, meni je zelo pomembna bila beseda, ki se v bistvu uporablja, da lahko ima ta vpliv. In tu se meni zdi pomembno zavedati, tudi za starše, tudi za mlade, kje pa je to naše polje vpliva. In meni so recimo tu zelo koristne neke temeljne psihološke in odnosne veščine, ki nam v bistvu omogočajo, recimo tudi v tej publikaciji, ogromno nekih prispevkov noter, ki je povezano s temi temami, in ena je recimo o posttraumatski rasti. In se v bistvu vprašati, kaj so zdaj neke te psihološke veščine, da mogoče, da imamo lahko to neko distanco od svojih misli in da v bistvu opazimo, to so piksli na zaslonu, to je nekdo, kar je nekdo napisal mimobežno in ja, zaboli me, ampak potem z nekim sočutjem in z neko odprtostjo reči, kaj točno me je glede tega zbolilo in sprocesirati te stvari. In v bistvu se mi zdi, da je pomembno za mlade, predvsem v tem kontekstu, podobno kot če bi nekdo šel recimo v okolje, kjer je radiacija ali pa kjer so neki biološki toksini, se bomo oblekli v to zaščitno obleko neko in bomo lahko delali v tem okolju brez posledic. In isto se mi zdi, da morajo mladi razviti neke temeljne psihološke in odnosne veščine, ker lažje je, tako je Rumi rekel, si je čevlje obut, ko pa celoten svet z usnjem prevleč. Tako da v tem kontekstu se mi zdi, da lahko mladi ustvarjajo te neke antiviruse, če bi tako rekli, pa neko odpornost do teh stvari, ampak to se ne zgodi samo od sebe. Ne? Točno to. To se mi zdi res ključno, da se tukaj spodbuja v bistvu in razvija ene socialne in čustvene veščine in kompetence, ki se jih tudi sicer v resničnem življenju. To ni nek nov sklop veščin, ne nujno, ali pa ne predvsem nek nov sklop veščin, za katere moramo se čisto novo naučiti, kako vzgajati otroke in jim pomagati, da bojo manj izpostavljeni nasilju, ampak v bistvu krepiti v osnovi to, kar se krepi vedno bolj v zadnjih letih, tako v šolah kot starši in otroki samimi, zmožnost samouravnavanja, zmožnost empatije, zmožnost sočutnega komuniciranja, spoštljivega komuniciranja in tako naprej. Mogoče na malo specifične načine, ko komuniciramo digitalno, ampak v osnovi gre pa to za zelo podobne veščine. To se super izpostavlja. In pa veščine, ki se jih je absolutno treba naučiti tekom vzgoje v šoli in tako naprej, ker ne pridejo nujno spontano in nismo nujno vešči v njih kar sami od sebe. Ja, torej, da vseeno so to neke izzivi, ki smo jih že torej v preteklosti tudi imeli, so pa neke specifike, ki danes ene stvari malo spremenijo, kako to naslavljati mogoče, kako dati eno podporo tudi. Kako pomembno se vam zdi, da pa tu mladi vseeno imajo neke podporne osebe, mogoče neke varne prostore za pogovor o teh izkušnjah, ki jih v bistvu v spletnem prostoru velikokrat jih imajo? Ja, meni se zdi ključno, tako še dam vam besedo, ključno se mi zdi prav to, da so to neke podporne na začetku odrasle osebe, kjer lahko mladi
najprej se teh veščin sploh učijo in tako naprej, ko se jih vzgaja, potem pa, ko so že recimo izpostavljeni nekim vsebinam na spletu, ki jim lahko niso v redu, pa jim neka neprijetna občutja vzbujajo, vsekakor, da imajo občutek, da so tam neke odgovorne, zrele, odrasle osebe, ki so vredne zaupanja, ki tudi bojo lahko se konstruktivno odzvale, pa ne panično, ne nujno takoj zapaničarle, pa naredile neke velike drame, bojo pa vzele problem resno in predvsem jih bo zanimala stiska mladega človeka in kaj se njemu dogaja, zato da se lahko o tem pogovarjamo. To ostaja neka ključna veščina, se mi zdi. Jaz bi res, povabil in naše poslušalce, da ostanejo z nami do konca, ker to je res taka bogata tema in v teh 350 straneh te publikacije in na seminarjih, prvi izmed katerih je uspešno za nami. To je res ogromno nekih izročkov, tudi pripravljamo prvič v živo, omenjamo, da pripravljamo en digitalen sodelovalni prostor, ki v bistvu je odprt za mlade, za starše, za stroko, za znanstvenike, kjer v bistvu se lahko ljudje pridejo povezovati, izmenjevati, sodelovati glede teh stvari, tako da to boste verjetno našli v povezavah spodaj. Ampak mogoče ena stvar res, kaj bi izpostavil v tej navezavi, da to ni nujno nekaj novega. Meni je res eno zelo pomembno spoznanje predstavljalo to, da odrast pomeni prevzeti odgovornost za lastno vzgojo. In v bistvu kot starši ali pa kot recimo starejši sorojenci, kot neki mentori, imamo določeno stopnjo soodgovornosti za vzgojo osebe. In meni recimo, kaj vzgoja pomeni, je podpiranje nekega karakternega razvoja. In če se nekdo recimo rodi z osebnostjo, ki je bolj občutljiva ali pa ki je bolj čustveno nestabilna ali pa bolj impulzivna, agresivna, to je ta nek biološki temelj, s katerega štartamo. Je pa možno na vrh tega karakter razviti, ki bo s časoma omogočal, da od zunaj sploh ne bo mogli ločiti, ali gre za nekaj. In to meni, če kot starši recimo, biti pozoren na ta karakterni razvoj, kako to podpirati. In tudi v publikaciji recimo smo se dansko navezali na neko sodobno evolucijsko znanost, ki prikazuje, da evolucija niso samo geni, je tudi epigenetika, je tudi navade in v kontekstu človeka je tudi neka ta miselnost in ideje. In to evolucijo na tej točki že znamo več ali manj usmerjati. Podobno, kot smo recimo volka v Shih Tzuja uspeli udomačiti, ne? Je nek proces, ki ga v bistvu vedno bolj razumemo in ta razvoj lahko začnemo sami na sebi uporabljati in zavestno usmerjati ali pa vse vplivati na svoj razvoj. Tako da to se mi res zdi ključno. Bi pa jaz tlele se predvsem še na Mineo navezal. Res se mi zdi pomembno, da čeprav včasih starši niso najbolj cool oseba ali pa karkoli, ampak je res pomembno imeti to vez, pa mogoče predvsem lahko iz lastnih izkušenj govorim, medsebojno zaupanje med starši in otrokom. Ne zdaj, da rabiš čisto vse povedati, ampak mogoče z vidika, da veš, kaj se tvojemu otroku dogaja, oziroma da otrok lahko zaupa, kaj se dogaja, če bo šlo kaj narobe. Zdaj je to v primeru jaz, ko sem bil mlajši, je bilo pač več na fuzbal placu ali pa na igrišču, je bilo več tega nasilja, no? Ni bilo tega zaledja za zaslonom. Pa mogoče tudi obrniti se na vrstnike, ker najbrž nisi edini, ki to doživlja, no? In če več ljudi skupaj stop, se verjetno da to eno osebo prav do tega, da neha. No? Ja, zdi se mi tudi tu ravno to za izpostaviti, da tudi starši imajo potem zavedanje, da ko otroka nekako spustijo pred zaslon, ne, mogoče to mišljenje, da ga bomo varovali, da ga ne spustimo na cesto, pa v gozd, ne, brez tega, da ga torej zaščitimo pred klopi, naprimer, ne. Ampak, ko ga pa damo pred splet, ga pa damo malo brez varoval, ne. Torej to zavedanje, da tudi spletni prostor je prostor in da tam bodo doživeli stvari, bodo srečali osebe, tudi če sami ne iščejo aktivno stika, bo stik prišel do njih. Zdaj, ko smo že malo starše tudi omenili, nedavno se je zvrstila tudi akcija Odpikajmo nasilje, tudi številne druge so že bile tudi mogoče izvedene. Kako mogoče gledate na te kampanje, iniciative, ozaveščanja tudi malo o spletnem nasilju? Jaz sem po eni strani, se mi zdi, da je to izjemno nujno in zelo zaželeno in koristno, in da tega ne more biti nikoli preveč. Tako kot se je v zadnjih letih dogajalo, da se je destigmatiziralo duševno zdravje v zelo veliki meri, je k temu ravno tako kot pri nasilju tudi tukaj prispevalo ogromno enih kampanj, pa tudi strani mladih samih, ker se potem o tem pogovarjajo, pa se to širi po spletnih socialnih omrežjih in lahko prispeva k eni taki normalizaciji sočutne komunikacije, da se poskuša to narediti kot tisti default, kot neko normo, ki je družbeno zaželena. Tako da vsekakor mislim, da je to nujno.
Ni pa seveda zadostno. Ne? Včasih se celo zgodi, da v času takih kampanj se lahko zgodi več poročanja ali o duševnih težavah ali pa o primerih medvrstniškega nasilja in ne smemo tega zamešati zato, da se je takrat zaradi tega poraslo mogoče nasilje, ampak da je bil to nek pozitiven učinek kampanje, zaradi katerega je mogoče več ljudi poiskalo pomoč pa o tem poročalo, tako da vsekakor je to pozitivno. Meni se tlele zdi blazen pomembno, no, da mogoče, če taka kampanja, čeprav se mogoče kakšnemu najstniku zdi to čist brez veze, ali pa nekoristno, da so to v šoli mogli delati, ampak če lahko taka kampanja oziroma iniciativa ukrade tistih 5 sekund na feedu, pa da je ena pozitivna novica v poplavi vseh slabih, se mi zdi že to, mogoče pa se ponotranji, no, pa se nekje zadnji ozavesti, da se tudi take stvari dogajajo, pa da se mogoče kdo zamisli nad svojimi dejanji. Tako da z tega vidika se mi zdi blazno koristno. No. Ja, meni se zdi, da v bistvu največja vrednost te kampanje je, da vključi ta ponavadi spregledan, rečemo, 4. element, opazovalce. Tudi recimo v publikaciji smo izpostavili en zelo obetaven pristop, ki se mu reče obnovitvena pravičnost. In to je v bistvu en način, kako preseči ta trikotnik žrtve, nasilneža in rešitelja. In dostikrat pri teh odzivih se zgodi, da v bistvu potem z neke moralne ali pa zaščitniške drže uporabljamo proti napad in proti nasilje. In dostikrat to, kaj se bo nekomu z ene perspektive zdaj recimo sovražen govor, bo nekdo drug rekel, jaz pa mislim, da si pogumen, ker si pač povedal iskreno, tako si misliš. In obnovitvena pravičnost je en način, kako preseči ta trikotnik in se vprašati, kdo so ljudje, ki so vpeti v to situacijo. Kaj je škoda, ki je bila storjena, kaj so bile potrebe na obeh straneh in kako lahko vse vpletene, predvsem skupnost okrog, podpremo pri tem, da spremenijo neke strategije, posodobijo ta širši kontekst, ker meni je zelo, recimo, dobra metafora, če ustvarimo mi borbeno kletko, recimo UFC, v določenih kontekstih se bodo določene dinamike lažje odvijale. In če stopimo korak nazaj in se vprašamo, tako kot si rekel, recimo ta feed, in je to samo trenutek, drugače v neki zelo družbeno polarizirani situaciji, se mi zdi vprašati, če stopimo korak nazaj, kako lahko začnemo kontekst oblikovati in prilagajati, da bo manj tega. In tu bi recimo izpostavil en termin, ki se je začel uporabljati pri zasnovi platform, antisocialna socialna omrežja in prosocialna socialna omrežja. In recimo, brez da gremo preveč v podrobnosti, ampak za starše in za mlade je to recimo relevantno, ker si lahko ustvarimo svoje digitalne kontekste, lahko si ustvarimo svoje digitalne vrtičke, ali so to Discord serveri recimo, ali so to določene zasebne skupine, ali je to na ravni šole nek zaprt kontekst, ker v končni fazi ljudje rabijo te platforme, da se povežejo z ljudmi, ki jih poznajo, mogoče tudi malo razširijo stike. In recimo, ponavadi algoritmi spodbujajo popularnost in odmevnost in to po definiciji vodi v škandalozne vsebine, v vsebine, ki polarizirajo v nek, rečemo, nižji nagoni od seksa, nasilja, teh stvari. So pa tudi drugi algoritmi, recimo v Tajvanu jih zelo uporabljajo in so se tudi globalno razširili, da te omrežne analize in podatkovno znanost v ozadju izvajati na podlagi tega, kar povezuje. Torej so prav metrike, ki se jih da zračunati, ne kdo je najbolj popularen, ampak kdo so tisti ljudje, ki so stične točke med skupnostmi in ljudmi, ki se ponavadi ne strinjajo. In če najdemo neko vsebino, s katerimi se strinjamo, recimo ali levi ali desni, ali za proti neko temo, to je tisto, kar lahko algoritmično opazimo in spodbudimo in to na nek način celi skupnosti, namesto da bi jih razvajalo. Tako da se ogromno narediti. Se pravi, v bistvu neka vloga opazovalca izven tistega trikotnika, ki smo ga omenjali, ki lahko celi tovrstne odnose. Tudi to, da imamo več skupnega v bistvu na koncu dneva, kot pa stvari, ki nas ločujejo. O tem tudi malo v bistvu govori publikacija Sočutni jezik med mladimi. Mogoče kot soavtorja, kaj so kakšne glavne ugotovitve? Mogoče tudi kakšna sporočila za starše, učitelje, učence? Bi vas povabil na seminar. 350 strani. Seminarji tudi bodo verjetno spodaj v povezavah. Odprti so za vse in za mlade, za starše, za mladinske delavce, za ljudi stroke. Kjer v bistvu na nek način organiziramo vse te vsebine v nek celovit podporni ekosistem, temu pravimo. Torej v bistvu na nivoju nekih strategij, ki jih lahko naredimo pred dogodkom in to se mi zdi res ključno izpostaviti. Če damo recimo metaforo požara ali pa kapi,
Ja, ko pride do požara, so situacije, kako to zamejiti, ampak so stvari, ki bi jih lahko naredili prej in ki bi dosti manj energije zahtevali. Pa zahteva neko modrost, recimo pa neko proaktivnost naprej. Tako da strategije, ki jih lahko uporabimo pred dogodkom, strategije, to bi bila neka preventiva, neka urgentno poseganje, torej med tem, ko se nekaj razpleta, in neka recimo obnova pa rehabilitacija kasneje. In potem smo še dodatno te stvari strukturirali v neke pristope, uvide, ki so relevantni pri odnosu s samim sabo, ker to se mi res zdi pomembno. Kdorkoli smo, ali smo direktor, ali smo minister, ali smo mladostnik, vedno izhajamo iz sebe. In če imamo mi umazane roke in če smo mi vznemirjeni in če bomo kričali umiri se, to ne bo umirilo situacije. Potem naslednji nivo je v bistvu odnos z drugo osebo. Z enim človeškim bitjem, ki je pred nami, na kak način vstopamo v stik, se z njimi oglasimo. Tretji nivo je potem odnosi v skupini, torej recimo, ali smo samo član skupine, ali pa imamo neko vodilno vlogo, kako postopati, kako posegati, kako facilitirati neke dinamike in na koncu odnosi na ravni organizacije ali pa skupnosti. Tako da, v bistvu to je res zelo dosti nekih uporabnih gradiv. Tako da, ja, na nek način glavno vprašanje in ta shift publikacije je bil, ok, če želimo dejansko zajeziti sovražni govor, je podobno kot pri lokostrelstvu, ne moramo ciljati v sovražni govor, mi moramo ciljati nad sovražni govor in se vprašati, kaj si dejansko želimo videti. Katere veščine, kako vzdušje bi radi spodbudili in kako lahko k temu prispevamo. Teda to je v bistvu bilo to glavno vprašanje in iz raznih vidikov strani 70 avtorjev raziskovano, tako da res ne morem bolj zgoščeno povzeti, ampak res vabim k branju. Torej, da se tudi nasilne vsebine v bistvu, oziroma nasilno komunikacijo zamenja v bistvu sočutnim jezikom. Mogoče zakaj sočutni jezik lahko tako ključen pri preprečevanju nasilja? Mogoče ravno zato, ker v osnovi to pomeni, da gre za način komuniciranja, pri katerem se oseba zaveda, da je na drugi strani druga oseba, ki tudi doživlja nekaj in da sočutno komuniciranje preprosto pomeni, da se, tako kot mladi sami opišajo, da se znaš postaviti v čevlje svojega sogovornika in da si lahko predstavljaš, kaj bojo neke tvoje besede naredile njemu, torej da lahko imaš večjo zmožnost doživljanja v to, kaj so neke posledice tega, kako se vedaš, kar je mogoče težje narediti, kot se takole intuitivno sliši, zato ker pogosto nekaj rečemo, pa nimamo ozaveščeno zraven, da to dejansko je na nekoga letelo in da ima to posledice. Zato je to osnova vsega komuniciranja, po moje. Jaz bi tudi mogoče omenil, ne vem, če vam je znan izraz polikriza, ampak trenutno v svetu imamo precej nekih problemov in izzivov, od podnebnih, tehnoloških, političnih. In družbena polarizacija je ena izmed teh kriz v polikrizi. In meni se ta sočuten jezik, tudi na seminarjih recimo uporabljamo nekaj, kaj se reče besedni aikido, ki je res zelo izkustven shift, ker ne zgubljamo energije, uspemo ustvariti neke priložnosti za sodelovanje. Vse to je v bistvu z moje perspektive namenjeno temu, da vzpostavimo neke sodelovalne odnose in da v bistvu spoznamo, da delimo kontekst. Delimo kontekst, skupaj smo v nekih situacijah, skupne izzive imamo, skupne priložnosti imamo in sočutni jezik sam po sebi ne reši problema, ampak ustvari kontekst in odnose, kjer namesto, da bomo nasprotnika in da bomo notranje sprti in z nekim trenjem in še dodatno potencirali te probleme, se dansko lahko povežemo in recimo na seminarju omenimo idejo hiperobjekta. To so stvari, kot so recimo suša, bolezen, družbena polarizacija, sovražni govor, stvari, vidiki resničnosti, ki dansko obstajajo, ampak jih ne moramo prijeti v roko. In za razumevanje hiperobjektov in za upravljanje z njimi človeštvo od nekdaj potrebuje različne perspektive. Potrebuje čim več ljudi, različnih generacij, različnih izkušenj, podobno kot rabimo 2 očesi za globinsko perspektivo, potrebujemo čim več različnih perspektiv, da lahko pol te kompleksne izzive pred nami razumemo in rešimo. Tako da se mi zdi, da je res to ta temelj, s katerim lahko potem druge probleme dosti bolj učinkovito rešimo. Tako, to se mi zdi ključna poanta. Sočutni jezik ne reši problema samega, je pa nujen kontekst in osnova za to, da ga mogoče lažje začnemo reševati. Ja. Kako pa lahko mogoče potem tu starši in učitelji spodbujajo neko uporabo bolj sočutnega jezika pri mladih? Mogoče celo kakšne so tu največje ovire pri uvajanju tovrstne komunikacije? Bom začela s tem prvim delom, pa bi tebe pozvala za ovire. Tukaj se mi zdi, da bi 3 stvari bi izpostavila.
ki so v navezavi s tem, kar sem na začetku govorila, vezane na to, da gre za spodbujanje socialnih in čustvenih veščin, ki bi jih tako radi spodbujali, torej da ne gre za nek poseben sklop veščin, ki so vezane na digitalno komuniciranje. In v osnovi gre tukaj za zgled oziroma že za neko modelno učenje, torej da se starši zavedajo in učitelji, da otroci poberejo bistveno več, kot si mogoče mislimo, od našega načina komuniciranja z drugimi ljudmi, torej ne samo z njimi, ampak da se otrok uči o tem, kako komunicirati, kako vstopati v odnose, preko opazovanja tega, kako pomembne odrasle osebe okrog otroka vstopajo v odnose z drugimi naključnimi ljudmi, ne nujno samo z otrokom samim, ker tam smo najmanj pozorni na to, da nas otrok opazuje, ampak otroci sploh mehni izjemno opazujejo in se prek tega učijo, kako komunicirati. Torej, prek zgleda ponazarjati neko sočutno vstopanje v odnose, kjer ne zapaničarimo, ne ves čas recimo kritiziramo ali pa uporabljamo žaljivke, pa zmerljivke, pa nek tak jezik, ki prispeva k polarizaciji že na vsakdanji ravni. Potem na drugi ravni gre seveda za način, kako se odzivamo na otroka, tako starši kot učitelji, ob nekem njegovem neuspehu ali pa neželenem vedenju sploh. Tako kot si Mitja prej izpostavil, če se bo učitelj ali pa starš zdrl na otroka ali pa bo živčen, pa sam kazal neko slabo zmožnost samouravnavanja nekih čustev v neprijetnih situacijah, bomo s tem otroku sporočali, da ta čustva res težko regulirati in ko jaz težko reguliram svoje čustva, se zderem. In seveda, da potem to vpliva na to, kako bo mlada oseba komunicirala tako v živo kot na spletu. Torej, da sami smo pozorni na to, kako se nam odzivamo, koliko smo spodbudni ali pa vljudni ali pa koliko neke zahtevne vsebine povemo na nek konstruktiven način, koliko pa hitro zapaničarimo, pa smo živčni. Tretja stvar pa še čist neka taka bolj ozaveščena, sistematično učenje veščin sočutnega komuniciranja, kar ni tako težko, kot se mogoče sliši, lahko gre za čist neko učenje prek iger, recimo, da se otroke da v neko igrovlog, kjer lahko potem modelirajo, kako se mogoče oseba počuti, ki je bila deležna nekega komentarja, kako bi se oni odzvali v neki situaciji. Prek takih vsakdanjih pristopov se da veliko narediti kot starši in učitelji, da lahko mladim pomagamo k temu, da se naučijo na nek bolj sočuten način vstopati v odnose. Ja, mogoče še, kje vidite te največje ovire, torej pri uvajanju neke sočutne komunikacije med mladimi? Mogoče res kot temeljno izhodišče ena misel, mislim, da je Robert Quinn omenil, dirigent drugače, da miselnost vodstva je glasba, ki igra v neki organizaciji. In se mi zdi zelo pomembno, v vseh kontekstih je neka struktura, ali je to razred z razrednikom, ali je to šola z ravnateljem, ali je to podjetje z direktorjem. Tu se mi res zdi pomembno, da v prvi vrsti, da vodilni ljudje, da se zavedajo, kakšen vpliv ima njihova miselnost in njihovi odzivi in da v bistvu ustvarja kontekst, v katerem lahko nekaj uspeva ali pa bo v bistvu potrebno proti toku plavati. Druga stvar, meni so zelo obetavni recimo pristopi, celostni pristopi šolskega razvoja, recimo whole school approaches, kjer se res vključi in podpre vse deležnike sočasno, torej od vodstva, kolektiva, mladih in staršev. Meni se tu recimo res zdi, kot sem že prej omenil, preberite knjigo oziroma se prelistajte, ker tu noter ta kaskada od odnosa s sabo in mojih osebnih veščin, do tega, kako vstopam v stik z drugimi ljudmi, do tega neke preproste facilitacijske tehnike, norme v skupini in na koncu recimo neki dogovori, mogoče tudi neka fizična preureditev prostorov in digitalnih tehnologij, tako da to je nekako najbolj zgoščen povzetek, ki ga lahko dam. Meni se res zdi pomembno, recimo, če bi eno stvar izpostavil, se mi zdi, da naš odziv na nasilje, da je zelo pomembno tukaj recimo najprej diferencirati med recimo tem nasiljem z malim n-jem, ki je v bistvu na nek način posledica pomanjkanja samoregulacije, impulzivnosti, tega, da se na nek način naše miselno obzorje skrči in v bistvu se ne smatramo kot del neke višje celote, podobno kot so celice del našega telesa, ampak v bistvu vidimo druge ljudi kot ali predmete, nepomembne, v bistvu sploh nismo pozorni na njih. Tako da to je neko to nasilje z malim n-jem in na to nasilje se da recimo ubraniti z neko in besedno in fizično samoobrambo in deeskalacijo. Recimo meni je to aikido res blizu, ker ni mišljen kot borilna veščina, ampak kot zavrnitev povabila v neke borbene antagonistične dinamike in povabilo druge osebe v drug tip sodelovalnih dinamik, ker
en šift se postopoma zgodi tako pri kamnoseštvu, ko lahko recimo 10-krat, 100-krat udarimo, po neki razpoki pa se s kamnom nič ne zgodi, 101. Pa bo celotna skala počela. In tu se mi zdi, če v odnosu z osebo sami uspemo sprejeti to neko negativno, sovražno, jezno energijo, jo na nek način predelati v sebi in jo vrniti z pristnim naspehom in z neko prijaznostjo, s časoma pol tega to osebo razorožimo, raztopimo, ker v bistvu vidimo, da je nismo grožnja, poskušamo jo razumeti, poskušamo biti sočutni. Sočasno pa se mi zdi pomembno zavedati tega nasilja z velikim N-jem, temu bi včasih rekli zlo, ampak so recimo določeni ljudje, ki so ali na ravni osebnostnih motenj, ali na ravni, ne vem, antisocialnih osebnostnih motenj, kakih nevroloških primanjkljajev. So tendence, tudi recimo to menjamo v publikaciji z vidika neke forenzične psihiatrije, kako mogoče pa prepoznati, ko imamo opravka z osebo, ki je mogoče res toliko neuroatipična, da v bistvu je potrebno vključiti neke širše podporne kontekste. Ne? Tako da jaz bi v bistvu res rekel, se naučiti te mogoče že alkimije, kako sprejeti to neko nasilje, sam sebe obraniti, ohraniti svoj center in v bistvu povabiti drugo osebo v nek drug tip igre, če bi temu tako rekli. Torej v primerih, kjer v bistvu gre za nasilje, ki tudi izhaja torej iz nekih mogoče nerazrešenih težav pri meni, travm in v bistvu je to bolj klic na pomoč lahko tudi. Velikokrat, jaz bi res rekel, podobno kot se recimo na nekoga, ki ima epileptični napad, ne bi nujno jezli, tudi če nas mogoče vdari vmes, se mi zdi, ne da bomo zdaj pokroviteljski ali pa mogoče pomilostevali te ljudi, ampak razumeti, da če nekdo vstopa z nekim sovražjem, z nekim nasiljem, mogoče kot neke vrste psihološka zaprtost, nekaj ga šrafa, nekaj ga moči. In poskusiti res slišati, kaj je za besedami, kaj mu je pomembno, kaj so te potrebe, kaj so te frustracije. In tu se mi zdi, da se da razorožiti. Pri vsem tem pa res je, tudi jaz ne bi zanemaril pomembnosti fizične samoobrambe, predvsem za šibke in recimo za osebe ženskega spola ali pa nekih manjših konstitucij, ker je zelo pomembno, da če pride do te eskalacije, da vemo, kako v bistvu se zaščiti, da nimamo recimo tega straha. Ne? Malo že zdaj v bistvu govorimo tudi o preprečevanju in ukrepanju v primerih nasilja. Kakšne spremembe bi si pa mladi mogoče želeli videti v teh odnosih, ali pa bolj konkretno, kakšni so mogoče koraki, ki jih lahko vsak posameznik naredi, da pa prispeva k bolj sočutni družbi? To lahko vaju vprašamo mogoče kot mladi osebi. Meni se predvsem zdi tle zmeri se fajn ravnati, potem ne naredi nekomu nečesa, kar ne bi rad, da nekdo naredi teb. Velik problem tle predvsem je, včasih, ko smo bili mi mlajši, pa se ne, da sem zdaj strno, ampak več je bilo tega fizičnega nasilja, pa več je bilo, tudi če je bilo verbalno nasilje, je bilo v živo. Je mogel dejansko nekdo pristopiti do tebe in nekaj narediti. Spletna mreža pa predvsem postavljajo ta zid, ker ti ne vidiš druge osebe in kaj to naredi in je predvsem veliko lažje komentirati nekaj, pa nekaj napisati željuga, ker ne vidiš neposredne reakcije in tudi potem ti ne občutiš reakcije človeka. Tako da jaz mislim, da predvsem je pomemben, da delamo na tem, da smo prijazni drug do drugega. Ja. In mogoče, da se to uči preko na take sistematične načine, tako kot so omenjala in v šolah in doma, preko učenja socialnih in čustvenih veščin, in da se ne predpostavlja, da je to nekaj, v čemer bomo nujno spretni, sploh pa ne bomo spretni, če okrog nas ljudje niso v tem bili prav zelo dobri, da bi nam to demonstrirali. Mogoče še prej si rekel, da tudi lahko se naučimo sprejeti nasilje, pa samo to komentiram, da ne bo mogoče vzeto iz konteksta. Potem si rekel, da se naučimo zaščititi pred nasiljem. Tako. Mogoče bolj v tem smislu, jaz sem te razumela kot, da smo mi zmožni samoregulacije, samouravnavanja in neke konstruktivne sočutne komunikacije, tudi ko na drugi strani mogoče ni komunikacija sočutna, in s tem je to pomembno in za nas in za drugo osebo in kot model recimo mladi osebi, ki opazuje to komunikacijo, da smo po eni strani zmožni postaviti mejo, da tak način komuniciranja ni sprejemljiv, hkrati pa smo mi še vedno zmožni regulirati naša čustva in se sočutno odzivati ali pa vsaj spoštljivo odzivati, tudi ko je situacija zahtevna ali pa tudi ko se nekdo vede na neželen način in v tistih zahtevnih situacijah, tako učitelji kot starši najbolj lahko demonstrirajo otroku, tudi ko se zgodi nekaj, kar ne želim, sem zmožen postaviti mejo, sem se zmožen odzvati odločno, ampak hkrati spoštljivo in sočutno še vedno.
Mogoče, če se samo navežem, ta prvo vprašanje. Že to, da mladim v razrednih ali pa drugačnih kontekstih omogočimo, da se pogovarjajo o tem in da se skupaj odločijo, v kakem vzdušju bi radi bili, kakšne dogovore bi radi sprejeli, že to je zelo koristno. Mogoče pa navezava na to tanko mejo. Meni se ravno to zdi, recimo v trenutnem naboru nekih iniciativ in strategij in kampanj. Če rečemo, da je nasilje nesprejemljivo, kar se strinjam, je treba najti nek odziv na njega, ampak dostikrat se v bistvu tako imenovanega nasilneža odrine in izloči in potisne v še bolj tesen odnos z ljudmi, ki imajo podobna stališča in načela. In se mi zdi res pomembno, tako smo prej omenili, vzeti to nasilje, sovraštvo kot neke vrste ali provokacijo oziroma klic na pomoč in pomagati ta izraz na nek način prevesti, presnoviti, kaj so zdaj vrednote, kaj so potrebe, kaj ti je pomembno, ker dostikrat se mi borimo proti stvarem, tudi recimo boj proti sovražnemu govoru. Zato smo jim rekli, ja, je treba meje postaviti, sočasno pa se tu treba za stvari boriti in jih podpirati. Se pravi, pogledati, če vidik povzročitelja nasilja, ne samo tako, ker če ne bomo tega vzroka temeljnega odpravili, verjetno ne bo spremembe. Malo smo zdaj govorili, torej, kako mogoče lahko vrstniki sami s tem, kako mogoče to prepoznati, tudi kaj mogoče, da je treba tudi nasloviti torej, osebo oziroma pristopiti k osebi, ki to izvaja. Še mogoče kakšen konkreten nasvet za pa starše za konec? Ja, ena začetna stvar se mi zdi zelo res pomembno, ne moralizirati, ne obsojati, ne dajati otroku občutka, da je kaj narobe naredil, če si dovoli povedati o tem, kako je nekaj doživljal, pa ne minimizirati hkrati te stiske in predvsem, tako kot v kateremkoli drugim primeru, ko je otrok v stiski, mu dati občutek, da je tukaj prostor, kjer lahko o tem govori, na način, da bo slišan, pa da lahko ta odrasla oseba na nek način pomaga, ne da bo še poslabšala situacijo, tako kot pri vseh drugih problemih. Mogoče z moje strani tudi ena knjiga, ki se mi zdi, da se reče Hold on to your kids, torej ohranjajte stik s svojimi otroci. In meni se recimo v tem kontekstu zdi pomembno, predvsem za starše zavedati, da v tej svoji zaščitniškosti pa želji po podpori, pa da recimo bi preprečili otroku, da gre po nekih, v narekovajih, z naše perspektive slabih poteh, da ne damo na kocko celotnega odnosa z osebo zaradi tega, ker recimo se v določeni domeni, ali so to substance, droge, alkohol, spolnost, ne vem, neke stvari, da v bistvu ohranjamo stik z mlado osebo tudi, ko odrašča, ker dostikrat recimo vse v kontekstu digitalnih prostorov, mi kot starši ne vemo, kaj se tam dogaja, ne vemo, kako se s tem soočiti in biti za to mlado osebo svojim otrokom skupaj v tej zmedenosti in kaj bomo zdaj skupaj naredili. In se mi zdi res pomembno, da ohranjamo to neko zaupanje, da je mlada oseba pripravljena in da se počuti dovolj varno, da bo lahko prišla do nas, priznala kako napako, sama videla, ja, zdaj sem se pa res spravil v tako situacijo, da sploh ne sprašuj, rabim tvojo pomoč, kaj naj naredim in da pol v bistvu, da je ta neka bližina, intimno zaupanje v odnosu. In da se potem naučimo, kako iti skupaj naprej. Tako. Pa tako kot je Rok rekel, ne? Če otroke naučimo, da ko grejo na cesto, gremo skupaj z njimi, jih naučimo pogledati levo, desno in pravil, dajmo še potem skupaj z otroci se naučiti uporabljati splet pa družabno omrežje. Super. Jaz bi potem še poslušalce povabil k prebiranju publikacije Sočutni jezik med mladimi, tudi mogoče v kakršnokoli sodelovanje pri akciji Odpikajmo nasilje. Mogoče, če še smem dodati, res pridružitev tem digitalnim prostorom za sodelovanje. Je odprt za vse. To je začetek pogovora in mi res upamo, da bomo in s to publikacijo in s temi kampanjami sprožili nek širši družben dialog, tako da mi imamo neke ideje, lahko usmerimo v neke smeri, ampak rešitve, neke obetavne ideje se lahko porodijo vse posod, tako da se lahko rešimo stvar skupaj. Sočutno. Torej, hvala gostom. Hvala tudi vam poslušalcem, ker ste poslušali podcast Digitrajno izobraževanje. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite. Ostanite digitrajni. Poslušajte nas še dalje, kjerkoli dobite svoje podcaste in se slišimo v naslednji epizodi. Nasvidenje. Nasvidenje.